Dober dan, moje ime je Tomislav Županec in zdaj vam bom podal oceno knjige, ki vam jo bom tudi predstavil. Če boste na kakšno karantensko popoldne, deževno, ki bi moralo biti sneženo, rajši kot kaj drugega vzeli v roke to kratko zbirko zgodb izpod peresa Tolkiena, ki je napisal tudi Gospodarja prstanov in Hobita, zbirka se imenuje Drevo in list, boste zadeli žebljico na glavico. Sestavljena je iz 5 kratkih zgodb, kratkih, dolgih, vsaka ima približno 20-25 strani, zelo so različne. Njihova skupni imenovalec je pa, da so duhovito napisane, imajo zanimive zaplete, zelo zanimive značaje in končajo se vedno nepredvidljivo. V Sloveniji jo je leta 1991 izdala Mladinska knjiga v zbirki Odisej in zraven so tudi originalne ilustracije. Zgodba Kmet Tilen iz Hama je v bistvu pravljica in se dogaja nekako na splošno rečeno v srednjem veku. Glavni junak je Kmet Tilen, ki ga sredi noči preseneti prihod požrešnega velikana, ki stopa po njegovih pašnikih in travnikih in hoče jesti njegove krave. Kmet Tilen se nerad odpravi na vrh hriba s svojo staro puško in tam dobesedno od strahu ustreli velikana. Velikan je bil napol gluh in slep in je mislil, da so ga napadli brenclji. Potem se velikan, ki ugotovi, da v tej deželi ne bo šlo zlahka, vrne nazaj domov. Tam se hvalisa, kako bogato deželo je našel in da so edina nevarna stvar samo neki brenclji. V tem času je dogodek z zmago nad velikanom že pricurljal do kralja, ki mu ves navdušen pošlje za darilo neki stari meč in pisno čestitko. Tale stari meč ima čarobno moč, njegovo ime je Repsek in je njegova značilnost to, da se mu ne more upreti noben zmaj. Ko smo že ravno pri zmaju, velikanovo hvalisanje doma je poslušal zmaj Krizofilaks, ki se tudi odpravi raziskovati to bogato deželo, v kateri se tako zlahka pride do hrane in do bogastva. Prodira po deželi navzdol in je vedno bližje Tilnovi vasi in seveda ljudje začnejo pričakovati, da bo dogodek z zmajem rešil on. Prisiljen je se odpraviti nasproti zmaju, kljub temu, da je on izvijačen in požrešen in takšen, in ga nazadnje premaganega privede v središče vasi. Tam se mora zmaj opravičiti in obljubiti, da se bo vrnil z veliko odškodnino, z velikim deležem svojega zaklada. Zato sliši tudi kralj in njegovi vitezi in pridejo v vas, ampak zmaj se ne vrne, ker je preprosto lagal. Zato se Kmet Tilen mora odpraviti v zmajevo deželo skupaj s šminkerskimi vitezi, ki jim ni mar za boj. Vitezi so premagani s strani zmaja, ampak Kmeta Tilna in njegovega meča Repseka se pa zmaj zelo ustraši. Kmet z zmajem sklene dogovor, da mu bo izročil polovico svojega zaklada in mu ga tudi prepeljal domov. Doma kralj pričakuje, da mu kmet izroči ta zaklad, vendar mu ga Tilen noče. Zaradi tega mu ga kralj poskuša vzeti z vojsko, ampak tukaj zdaj nastopi zmaj, ki je v tem času Tilna tudi vzljubil in ga ubrani pred vojsko. Tilna okoliški ljudje kmalu postavijo za kralja in kraljuje do svoje smrti. Ja. Moje mnenje o teh zgodbah je večinoma ali skoraj samo pozitivno, vidim pa tudi kakšno slabo stran. Najprej bi povedal, da so osebe, ki nastopajo v zgodbah, zelo življenjske in se odločajo kot ti in jaz. Potem stil Tolkienovega pisanja je vedno duhovit, vedno pameten, vedno tudi precej natančen in vidi se, da je bil profesor na Univerzi Oxford, ker lahko
V njegovem pisanju opazimo tudi ogromno raznovrstnega znanja. Med lastnostmi zgodb bi izpostavil junaškost in duhovitost. Osebe so izvrstno opisane in tiste, ki morajo biti junaške, nas tudi zelo prepričajo v svoje junaštvo in jih lahko vzamemo resno. Hkrati pa je nesporno, da so tudi, da je mnogo dogodkov precej duhovitih in se lahko zraven tudi smejimo. V zgodbah in na splošno v njegovem pisanju ni nikoli nič odveč, ampak se bere napeto od začetka do konca. Pri tem nas utegne motiti njegova prevelika natančnost, ker pri kakih stvareh opisuje preveč podrobno. In to bi jaz tudi navedel kot slabo stran njegovega pisanja, da je včasih preveč natančen. Na takšen način lahko odžene določene bralce, ki hočejo stvari brati hitreje in uživajo v knjigah, kot je Nabriti mulc ali kaj podobnega. Vseeno mislim, da je knjiga vredna branja in to ne samo enkratnega, ampak tudi večkratnega.